Pozdravljeni. Začenjamo z serijo prispevkov posvečenih letošnji veliki nagradi Kitajske in kot običajno v uvodnem si bomo ogledali vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi začele. Po naši ustaljeni navadi bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge in v tretjem bomo nekaj minut, kot običajno, posvetili tudi vremenski napovedi. Na veliko nagrado Kitajske iz sezone 2019 nas lahko veže kar nekaj zanimivih dejstev. Prvič to, da je bila ta dirka zadnja do sezone 2024, namreč v letih 2020, 2021 in 2022 je bila dirka odpovedana zaradi pandemije COVID-19. In v sezoni 2023 je odpadla zaradi izjemno strogega režima, ki so ga vpeljale kitajske oblasti. A zanimivo je, da pravzaprav le nekaj dni po uradni odpovedi so te omejitve na Kitajskem zrahljali. A pustimo sedaj to. V sezoni 2019 je bila dirka za veliko nagrado Kitajske tisoča v zgodovini. In verjetno se marsikdo spomne tistih izjemno vidnih napisov. A verjetno malo kdo ve, zakaj je bila tu pravzaprav tisoča dirka in kaj je predstavljala ta številka. Je to tisoča dirka Formule 1 v sodobni dobi? Je to tisoča dirka, kjer so podeljevali točke svetovnega prvenstva ali kaj tretjega? Namreč ta druga definicija je tista, ki je najbližje resničnosti. Še zdaleč ne gre za tisočo dirko Formule 1 pod režimom FIA v svetovnem prvenstvu. Namreč od leta 1950 do 1960 so na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 beležili tudi dirko za 500 milj Indianapolisa, kjer pa niso sodelovali bolidi Formule 1. Torej, nihče ni prepovedal junakom Formule 1 oditi v Združene države Amerike, ampak pravzaprav bolidi so bili čisto nekaj drugega. In ne smemo pozabiti še na neko dejstvo. V sezonah 52 in 53 se je svetovno prvenstvo podelilo bolidom Formule 2 in ne Formule 1. Torej, lahko bi dejali, da tisoča dirka Formule 1 v obdobju, ko so razpisali svetovno prvenstvo, je bila šele 26 velikih nagrad po tisti znameniti dirki v Šangaju. Torej, vidimo tudi, zakaj na vseh grafikah je lepo napisana številka 1000 in ne tistega, kar predstavlja, ker gre za tisočo dirko, kjer so podeljevali točke svetovnega prvenstva. A pustimo sedaj to, vem, da mnogim takšne podrobnosti niso všeč, bolje je vse posplošiti. A vrnimo se k dirki in seveda dvojcu, ki je dobesedno celoten vikend podrejal. Valtteri Bottas je bil najhitrejši na kvalifikacijah, čeprav je bil v tistej priložnosti le 23 tisočink hitrejši od Lewisa Hamiltona. A takrat, seveda, Mercedes dvojni V10 je bil bistveno boljši od vse konkurence. Kot zanimivost, na veliki nagradi Kitajske pred začetkom samega vikenda je bil Valtteri Bottas pred
Lewisom Hamiltonom. Ampak Bottas je imel eno izjemno slabo značilnost tudi takrat, ko je bil pri tovarniški ekipi Mercedes. Namreč to, da je njegova forma izjemno nihala. In lep primer smo videli na nedeljski dirki. Izjemno slab štart. Lewis Hamilton je prevzel pobudo na samem začetku in vodil dirko od praktično štarta pa do cilja. Torej, sezona, kjer smo videli dominacijo Mercedesa, je pokazala se v vsej obliki tudi na tej znameniti dirki za veliko nagrado Kitajske. Verjamem, da letos bo slika čisto drugačna, ampak če se spremeni barva iz srebrne v modro-rumeno-rdečo, se v bistvu ne spremeni mnogo. Zanimivo bo videti, kako se bodo razne ekipe prilagodile razmeram. Namreč v sodobni Formuli 1 pod pravilnikom z bolidi, ki izkoriščajo talni efekt, dirke na tej progi v resnici ni bilo in ekipe nimajo nobenih podatkov, ker bi lahko opravile neke normalne simulacije. Če si ogledamo to progo, kjer je krog dolg 5451 metrov in kjer vidimo 16 ovinkov, bomo takoj opazili, da je potreben, vsaj kar se tiče aerodinamike, dober kompromis. Kompromis med oprijemom in hitrostjo. Imamo izjemno dolgi ravnini, kjer se gre na polno in kjer so območja DRS. Torej, potrebno je imeti majhen zračni upor in visoko končno hitrost. Medtem ko takoj po štartni črti, v tistem prvem in deloma drugem sektorju, vidimo, da je potrebno imeti oprijem. In to naj bo prvo vodilo pri pravzaprav preučevanju vsega, kar se bo zgodilo na progi. Namreč ni rečeno, da tisti najboljši bodo imeli tudi najvišje končne hitrosti, ampak po drugi strani znajo izjemno trpeti v tisti gneči, še posebej, če se bodo nekako znašli za bistveno bolj počasnimi bolidi v tistem mešanem delu, kjer se prehitevati ne da, in nato v tistem hitrem delu ne bodo imeli dovolj visoke končne hitrosti. Kot sem vam že omenil, dve območji DRS z dvema ločenima detekcijskima točkama. Pirelli je tu pripeljal, recimo temu, sreden izbor C2, C3 in C4. A bolj pomembno si je ogledati tisto znano tabelo, kjer bomo nekako skušali ugotoviti vrednosti, ki jih predpisuje italijanski dobavitelj pnevmatik. Če pogledamo samo tisti oprijem ali downforce, bomo videli, da je vrednost 3, kar je nekako razumljivo zaradi kompromisa, ki sem ga opisal malo poprej. Medtem samo pospeševanje je določeno tudi pod vrednost 3, kar je zopet razumljivo zaradi ravnin, kjer nimamo grobe faze, naprimer kot v Silverstonu. Evolucija same proge je tu določena pod tisto maksimalno vrednostjo. In zopet je treba poudariti, da kakšnih ostalih aktivnosti na progi ni in še poleg tega so spremenili asfaltno površino, a k temu nekoliko pozneje. Grip ali oprijem samega asfalta je 2 in prav kmalu bomo razumeli, zakaj. Težava je v tem, da vse ostale vrednosti so 4, torej nadpovprečne. In vidimo to lepo tudi na grafiki, kjer predvsem tiste bočne sile ustvarijo kar visok pritisk na same pnevmatike. Tako na prednjem, kot predvsem na zadnjem paru koles. Vzdolžne sile niso tako kritične, čeprav generalno gledano zadnji par pnevmatik bi se lahko začel pregrevati.
A če sedaj pogledamo malce nastavitve, kar se tiče predpisanih vrednosti strani Pirelija, bomo takoj ugotovili nekaj zanimivega. Že pri samem tlaku na prednjem paru koles 26 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles 22 funtov na kvadratni palec. Razlika med prednjim in zadnjim parom je dokaj visoka in če bodo imeli težave, kot nam kažejo grafike, bomo lahko videli, da bodo sredi vikenda to zadnjo vrednost tudi malce dvignili. Kar se tiče previsnega kota, nobenih bistvenih presenečenj. 3 stopinje na prednjem paru koles in 1,75 na zadnjem paru koles. Seveda ne moremo tu primerjati s tistim, kar je bilo v preteklosti, kajti kot sem omenil, od sezone 2019 na progi ni bilo bolidov Formule 1. In sedaj si je treba ogledati tisto zanimivost, ki sem vam jo že omenil dvakrat. Govorilo se je o tem, da so na določenih delih progo v Šanghaju preplastili. Če pogledamo fotografijo, ki jo je objavil Albert Fabrega, bomo takoj ugotovili, da pravzaprav na Kitajskem niso postavili nove asfaltne plasti. Le staro so prekrili z bitumnom in tako nekako še zmanjšali tisti oprijem, ki je bil že tako ali drugače nekje povprečen in pravzaprav spravili mnoge pisce in ekipe v ukano. Zato tudi oprijem samo 2 in ne na primer 3. Ne moremo govoriti o novem asfaltu, ampak o nekem poizkusu, da bi oddaleč izgledala površina temnejša in bi si lahko mislil nekdo, da je asfalt svež. Videli bomo, kako se bo zadeva obnašala čez celotni vikend, ampak sam nisem preveč optimist. Še posebej ne, kajti tu na Kitajskem bomo prvič letos spremljali sprint. Torej le en prosti trening, nato v petek še tiste kvalifikacije za sprint, ki bo v soboto zjutraj, nato seveda popoldne bomo lahko spremljali kvalifikacije za nedeljsko veliko nagrado in seveda dirka ob tistem običajnem terminu v samo nedeljo. Zaradi seveda časovnega razmaka bo sprint, vsaj za Evropejce, zgodaj zjutraj. In verjamem, da mnogi izmed vas boste tudi vstali in gledali dogajanje, ki so ga tako, lahko bi rekli, pogubno tu prvič letos uvrstili na koledar. Videli bomo, kakšni bodo rezultati, še posebej zaradi vremenske napovedi. Namreč v petek bo dokaj oblačno. Temperatura zraka med 12 in 23 stopinjami Celzija, ker je dokaj hladno. Ampak v soboto, predvsem v tistem jutranjem delu, ko bo sprint, je izjemno velika verjetnost padavin. In temperature se bodo približno malce zvišale od tistega, kar sem povedal prej, gibale se bodo med 15 in 21 stopinjami Celzija. Torej, vsaj kar se tiče jutranjega časa, bi znalo biti izjemno zanimivo. Videli bomo, kako se bodo pri ekipah odločili, še posebej, ker Parc Fermé velja od kvalifikacij za veliko nagrado naprej. In če se bo dež premaknil tudi v ta del dneva, bo izjemno zanimivo. In videli bomo, kako se bodo pri raznih ekipah odločili z nastavitvami za mokro progo, za vlažno ali verjetno kakšno kompromisno rešitev. Vse to nas še čaka. A zanimivo bo tudi videti, kaj se bo zgodilo v nedeljo. Zopet oblačno, celo megleno v jutranjem času s temperaturami med 13 in 22 stopinj Celzija, podobno kot v petek. In tu lahko vidimo, zakaj sem res malce sarkastičen pri temu, ko sem nekako obeležil tudi prisotnost sprinta tu,
Ampak razumljivo je, da verjetno bi si vsak želel kakšno uro prostega treninga več, kot pa, na primer, vso to dogajanje, ki ga organizatorji želijo preklicati. A videli bomo skupaj v nadaljnih prispevkih, kako se bo to obneslo. Za danes, kar se tiče uvoda, je pa, kot ste razumeli, to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.